Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Ka Solo in danes začenjamo z prvim videom v seriji videov o malo resnejših temah. Danes začenjamo z temo OnlyFans, ki sem jo v bistvu obljubljala že nekaj časa. Objavila sem na Instagram, bla bla bla, in tudi naredila sem si svoj OnlyFans. O tem bomo malo kasneje. Preden začnem pa dejansko s temle videom, moram dati eno opozorilo, da tale video ni noben napad na nobeno izmed punc, ki delajo na OnlyFansu. Ne na tisto, ko smo govorila z Juretom v podcastu, nima nobene veze s tem. Jaz imam ta scenarij, imam spisan že več mesecev. Sam čakala sem na pravi trenutek, da jaz tole posnamem in dam v svet. In zdaj sem končno najdla pravo energijo, da to naredim. Dajmo kar začeti z prvim videjem o OnlyFans. Zakaj s prvim? Ker jih bo več. Danes govorimo samo v bistvu neki, kako OnlyFans vpliva na moške. Naslednjič bomo govorili o tem, kako OnlyFans vpliva na ženske in nazadnje bomo govorili tudi o tem, kak je moj OnlyFans. Ja, kakor sem rekla, tudi jaz imam OnlyFans in če vas slučajno zanima vsebina, si lahko greste preveriti, ker ni nič takega. Sem v bistvu OnlyFans samo za en eksperiment in itak bomo v zadnji epizodi bomo si dejansko pogledali, kaj jaz objavila na OnlyFans. Zdaj pa, dajmo kar skočiti v temo. A veš, da ima 1 od 38 žensk OnlyFans? Kar je glede na to, da je OnlyFans neka pornografija, to je ogromno. V bistvu ni samo pornografija, pač pa je tudi escorting, ker v bistvu večji point OnlyFans je v tem, da imaš ti nek intimen odnos z ljudmi, čeprav ti ljudje plačujejo, da se pogovarjajo s tabo, tudi da niso bili najbolj iskreni odnosi, ampak to bomo danes malo razložili. Najbolj se na OnlyFansu prodaja ta občutek, da si ti tej punci blizu in da je to ena čist girl next door, zato jih je toliko velik in najbolj je moškim všeč zaradi tega, ker so to pač preproste punce, s katerimi se lahko pogovarjajo in posledično lahko tudi pač z njimi virtualno seksajo, kar je zdaj med korono. Nekaj cajta je bil to edini način, da dejansko lahko seksaš, ker smo bili vsi zaprti, nikamor nismo mogli iti in se je posledično tudi razširilo to pač OnlyFans digitalno, vse na netu, vsi pač smo vse delali. Na OnlyFansu se prodaja ta občutek ta prave intime in moški vedno bolj mislijo, da je to, ko se oni pogovarjajo s temi puncami, dejanska intima, kar ni. Če bomo mislili, da je to prava intima, to je noro nevarno za society nasploh, zaradi tega, ker to ni intima, obviously, ker so te punce plačane, da se tako pogovarjajo. Dajmo kar pomisliti, kaj moraš v bistvu ti narediti, da lahko vidiš žensko golo. Zdaj sprašujem moške, lahko dol spodaj napišete, kakšne so bile vaše taktike, da ste osvojili katero punco, zdaj to govorim samo za seks. Kaj vse ste naredili, da se jo spravili v poslo, kakorkoli. Meni je to, bom govorila še tudi o tem, ampak nenormalno. Pelješ jo jest, pelješ jo na dejte, pelješ jo v kino, moraš se pogovarjati z njo, moraš se intelektualno pogovarjati z njo, da pač dejansko se ona si všeč in da je pripravljena se dati dol s tabo. In še po vsem tem mentalnem effortu ni 100%, da bo ona sploh hotela seksati s tabo. A ni lažje, da na konc dneva daš, 20 evrov, pa jo vidiš golo na netu? To je OnlyFans. Če še ne vidite problema tukaj, gledajte naprej. Če ga pa že vidite, pa tudi gledajte naprej. To, da se je treba za punco potruditi, da prideš do seksa, je nekaj normalnega. Zakaj bi se ženska kar tek slekla? Nič ti ni dolžna, razen če sta v zvezi in je ona pač zadovoljna s tabo. To je zdaj govorim za punce, ki iščemo partnerja, tisti, ki rade pač seksajo gor in dol. Tudi video za vas, so I guess. Čeprav sem isto prepričana, da bi mogli imeti mačken, standarde, I don't know, ne bom preveč pametna. Zakaj bi tebi ženska, s katero nisi v zvezi, karkoli dala? Čist nič ti ni dolžna in pač seksa ne s komorkoli, zaradi tega, ker ima pač določene standarde in tak pač je, tudi jaz jih imam. Tipom je enostavno to, da bi se toliko potrudili, včasih pač preveč dela, kakor sem rekla. V bistvu veliko moških si veze išče tudi zato, da bi imeli seks. Da v bistvu ne gre se jim za druge stvari, ne gre se jim za podporo, ne gre se jim za kakršnokoli greater thing, ali kak naj temu rečem, ampak se jim gre samo za seks. In ponovadi najdejo tudi pol punco, ki pa ji mogoče ni toliko do seksa. Ker dajmo biti realni, čisto vsako razmerje, po 3 mesecih, pač ne seksaš več kot zajec. Pač it is what it is, a veš. Vsako razmerje gre skozi honeymoon in ta honeymoon enkrat mine in pol je pač navadno razmerje, dolgocajtno, whatever. Zakaj bi se za vse to trudili, če lahko dajo 5 evrov in vidijo fotke golih žensk in pol dajo še mečkem več in
se z njimi še pogovarjajo in imajo intimne odnose z njimi. Pa še ta punca je full bolj hot, vedno mi je na voljo, nikoli ne reče ne in čist vedno je tam. Vedno, ko grem jaz na OnlyFans, vedno je ona tam, lahko jo vidim, lahko se pogovarjam z njo, plača mi in to je to. A ni easier. In na koncu, če se jaz te punce navlčam, jo pa zamejam, sej bo prišla naslednja. To nažalost postaja nova normalnost za moške. In what? Mogoče začasno pomaga. V bistvu, kadar si osamljen, ti res pomaga na kratek rok. Ampak za prihodnost nikoli dejansko ne dobiš teh izkušenj z datingom, nikoli se ne naučiš datati, ker si vedno šel za to lažjo rešitev. Ker je vedno bilo lažje eni punci plačati, namesto da bi se dejansko trudil za neko razmerje in se učil, tudi če narediš kako napako, se iz nje učiš in nekoč boš imel pač pravo razmerje za sebe. Ampak tega ne znamo več, zaradi tega, ker nam je vse to olajšano. Recimo, če vam dam primer, marsikdo ne zna več lepo pisati na roke, zaradi tega, ker cele dneve uporabljamo računalnike, uporabljamo telefone, tablice in v bistvu, kdaj si nazadnje kaj napisal? Mislim, logično je, da te začne roka ful prej bolet, ker nisi navajen in tek je tudi tu. In na koncu ti moški začnejo te stvari zahtevati tudi od žensk. Na koncu začnejo zahtevati od punc, ki niso na OnlyFansu, zahtevajo, da so one take, kot so punce na OnlyFansu, da so vedno tam, da nikoli ne rečejo ne, da so v glavnem take, kot so one na OnlyFans. In če ti kaj ne paše, rečeš adijo, bom imel novo, bom imel eno drugo, ki pa bo hotla to imeti. To je dejansko, sploh ne pretiravam, sem že govorila z moškimi, ko so imeli točno to prepričanje, da pač, če ne bo hotla tega pa tega, jaz se ne bom pogovarjal z njo, jaz jo bom zamenjal in to je to. Kaj? In na koncu, hočeš ali pa nočeš, ostaneš še bolj sam. En nasvet, ko ga imam jaz glede tega, glede tipov na OnlyFans, oziroma če razmišljate, da bi si nabavili OnlyFans, think long term, oziroma razmišljaj o svoji prihodnosti. Mogoče te bo zdaj, ti bo fajn, plačal boš eni punci, z njo se boš pogovarjal, fajn ti bo, ampak na dolgi rok pa ne boš več znal ohranjati dejanskih odnosov. Čisto iskreno, ti imaš trenutno občutek, da ti ne smeš trpeti. In zaradi tega, ker ti trpiš, boš zdaj kupil OnlyFans, se boš pogovarjal z eno punco in bojo tvoji problemi šli stran. Je zelo daleč od resnice. Jaz bi vam rada samo to povedala, da to, da trpimo, je del tega, da si človek. Če te težko v življenju, je to nekaj najbolj normalnega. Ni zavedno, je začasno stanje, ampak pač, če si boš iskal neke hitre rešitve, težje bo priti iz teh slabih navad v neko boljše življenje in nastanejo problemi. Recimo, če se nikoli ne soočiš s svojo žalostjo in če v bistvu to žalost vedno utapljaš v alkoholu, pač prekomerno piješ, ne vem, vsak vikend se totalno nažgeš in to ti je life, boš slejko prej ugotovil, da si mogoče alkoholik. In to za sabo potegne veliko drugih problemov, ki jih pač je treba reševati na drugačen način, namesto da si dejansko, ko si bil žalosten, bi šel v to žalost, odkril sebe, odkril, zakaj si žalosten in razvijal na tem. In tukaj z OnlyFans in z moškimi je enako. Čisto iskreno, a si ne zaslužiš nekaj več, kot pa eno fake žensko na OnlyFans? Ona tok da ve tvoje ime. Doma si ziher piše nek seznam tvojih lastnosti, zaradi tega, ker se zraven pogovarjaš s 5 ali pa 15 drugimi tipi in je totalno ni mar za tebe. A si ne zaslužiš neki eno punco, ko bo dejansko hotla tebe za to, kar si. Zato ti priporočam, da se usedeš dol, se naučiš nekaj o datingu, naučiš se nekaj o ženskah, zaradi tega, ker knjig in priročnikov in vseh teh stvari je milijon. Jaz še vedno ne razumem, zakaj je ljudem tako težko se dol usesti, prebrati knjigo, pogledati film, dokumentarec, whatever, o človeških odnosih, zato da lahko imamo boljše človeške odnose. Se mi zdi, da je to ena izmed prvih stvari, ko sem jih jaz naredila, zato da lahko razumem moške in da lahko pač komuniciram z njimi in imam boljše razmerja z njimi, ampak se mi vedno bolj zdi, da noben moški pa tega ne bi naredil za mene. In mi sam ni jasno, zakaj. Dajte se malo, moški in ženske ne razmišljamo enako, ampak razlika je v tem, a si dejansko pač rečemo, ok, ne razmišljam isto, se bom kregala, vse mi je, ali se usedem dol, se nekaj naučim in bom v naslednjem prepiru znal reagirati in bom prepir spelil boljš. Ja, vem, je ego, tudi jaz sem imela ego, ampak ko pride do človeških odnosov in do razmerij, moramo dati ego na stran in pomisliti na drugo osebo. To sem zdaj mečken zašla, ampak vseeno. Verjetno ti glede žensk ne bo ratalo v prvo, trajalo bo verjetno kar velik časa, da boš ti prišel nekam s kjerokoli žensko, ampak lej, to je življenje, a veš. Vsi
Vsi se v življenju učimo, vsi gremo skozi različne preizkušnje in nobenemu ne rata v prvo. Če ti je težko, je v bistvu to samo zaradi tega, ker ti pričakuješ, da ti bo v življenju vse prenešeno na platno. Ne bo ti. Nobenemu ne bo. Mene dejansko skrbi, kam bo šel svet, kar se tiče odnosov. Skrbi me, kako bomo ljudje dejansko spoznavali soljudi za neka razmerja, kako bomo sploh ostali v odnosi, ker je vse tako minljivo in vse lahko zamenjamo in nikjer ne obstanemo, samo zaradi tega, ker smo tako razvajeni iz teh stvari z interneta, ker vedno pride nekdo boljši. Rada bi naredila tudi en video o tem, kako Tinder vpliva na razmerja, ampak se mi zdi, da je to dosti podobno, tako da, ne vem, če vas bo to zanimalo, napišite dol spodaj. Enostavno, če kaj ni po naše, rečemo adijo, in bom najdel nekoga, ko mi boljš paše, in to je toliko narobe, ker nobeden ne bo več najdel nikogar. Vedno se nam bo zdelo, da bo nekdo boljši. Nažalost, to ne bojo punce na OnlyFans, ker s punco na OnlyFansu ti ne boš mogel imeti hiše, ne boš mogel imeti otrok, ne boš mogel imeti tistega prihodnosti. Ja, lahko se imaš fajn zdaj, ampak ti moraš nek odnos graditi, da boš imel lepšo prihodnost. Zdaj še enkrat, ne razmišljamo vsi ljudje enako, se mi zdi, da je to en tak primalni instinkt, da nismo sami, ker smo socialna bitja in to, da iščemo to socializacijo preko OnlyFansa in prek takih razmerij, se mi zdi enostavno narobe, zato sem se tudi odločila, da se dol usedem in začnemo ta pogovor. Zdaj, vem, da tale video je bil en mičken all over the place. V naslednjem delu bom govorila o tem, kako OnlyFans vpliva na ženske, predvsem na tiste ženske, ki nastopajo na OnlyFansu in na tiste ženske, ki ne. Je tudi ena taka zaskrbljujoča stvar, ampak to je bilo to za današnji video. Če vam je bil tale video všeč, dajte en like, dol spodaj se naročite na moj kanal, followajte me na Instagramu in komentirajte tale emoji, če ste pogledali do konca. Dol spodaj začnimo eno debato o OnlyFansu, da imam čim več materijala za naslednji video, ker naslednji video bo še bolj zanimiv. Kakorkoli, hvala, da ste gledali, lepo se imejte in veliko se smejte in dol spodaj imate link še do mojega OnlyFansa. Čau!